moram vprašati, jaz sem tudi sam precej plaval, no. Ja. Nikoli mi ne gre v glavo, zakaj samo kravelj plavaš, kot prvo, zakaj z nogami nič ne delaš? Z nogami, jaz imam na teh, ko sem začel plavati dolge reke, imam vedno plavuti gor. In s plavuti ne plavam skoraj nič, imam jih samo zaradi varnosti. Obleko imam gor, dobro zaradi mraza, ali pa če je dosti toplo tudi zaradi sonca, seveda ne. Danes vemo, koliko je tega kožnega raka in vsega tega. Jaz sem bil žgan, prežgan že mnogokrat. In z nogam... Žabe sploh ne plavaš, prsno? Ne. Kako to? Jaz sem treniral veliko kot s trenerjem Vladom Čermakom. Videl sem 27 let delala. Zelo dober človek, zelo dober trener. Kot svetovalca sem imel pa dr. Draga Petriča, očeta od naših znamenitih plavalcev, Borata in Darjana Petriča. Vemo, kakšni asi so to bili. In na spodnjem vrstniku sva večkrat sedela, sva spila vedno flašo 2 vina in sva se pogovarjala o meni, kako biti uspešen, kaj narediti. Dr. Drago Petrič me je naučil, kako plavati. S čim manj energije, čim hitreje jeti in čim dlje prijeti. Od njega sem se največ naučil. Prva stvar, kot je bilo, je rekel, čim manj uporabljaj noge. Plavaj z rokami, plavaj na tehniko in plavaj zelo mehko, zelo sproščeno. Pa boš plaval odlično. In to sem poslušal in vse naredil. Res, hvala mu, ga pogrešam danes. Ja, ampak kaj vem, recimo, če gremo kdaj s prijatelji, kakšen kilometer plavati, mogoče na kakšen otok ali kaj takega. Praktično ves čas plavamo žabo, ker se nam zdi, da je bistveno lažje. Jaz tudi, ko pridem na morje, par dni rabim, da pridem v nekako v rutino, ker prej plavam 200 metrov kravelj, pa mi že sape zmanjkuje. Jaz, ko žabca rečem, to je za, če se malo grdo izražim, za babnice, ko gre v vodo plavati, pa se med sabo malo pogovarjajo, malo lepe frizure, ene sončne špegle gor, ene še kadijo vmes. Niti ne potopijo glave v vodo, ne, pohvardo se, kakšne vlaske pokvaril pa to. No, prstno se da drugače hitro plavati, tudi ne se vemo, da je svetovni rekord. Krepko pod minuto, krepko čez